V Sloveniji so dva pisatelja, ki so nora na računalniške igre, Milan Kleč pa jaz. Jaz sem se zastrupil z računalnikom, recimo tam leta 85, so prišli Unisimple prvi računalniki, ki si jih priklopil še na ekran televizijski in se spomnim ta prve igrice Feniks, streljačina je bila to, ker si najprej ena jajca streljal, potem so se ptiči izvali, na koncu pa ena velika vesoljska ladja, kjer je bil noter Marsos in se moral vse tisti sesut. Imel sem namreč sina, ki je bil ravno v takih letih primeren za računalniške igre. Eni rečejo igrice, ampak to so resne stvari, to so igre. Zlasti, ker je zadaj ena ogromna industrija. Ne? In sva sinom cele dneve špilala igre. Sin je ratal tako nor na računalnik, da je šel študirati free, se pravi fakulteto za računalništvo in informatiko. Zdaj je pa v službi, mora cele dneve delati računalniške programe in seveda nima časa več za igre. Manjka pa jaz, ker sem vmes prišel v penzijo. Eni pravijo, da sem zasvojen. Značilnost za zasvojence je, da nikoli ne priznajo, da so zasvojeni. To je pri alkoholikih ali pri drogah ali pa kjerkoli. Jaz torej z računalniškimi igrami nisem zasvojen. Na zaprtem oddelku psihiatrične klinike imamo tudi mlade, ki so 20 od 24 ur preživeli na računalniku. Če sem se moral 3, 4, 5 let nazaj boriti proti temu, da so otroci pretirano iskali spletne vsebine z vsebino spolnostjo, to nekako zdaj sploh ni več aktualno in se to ne znam razložiti. Namreč, če dam prosto uro, tako jaz temu rečem, vsi takoj na Messenger, vsi takoj na online igrice, spolnost pa nekako ni več zanimiva. V preteklem letu smo imeli 487 pacientov, od tega je bilo 161 pacientov, ki so prišli poiskati pomoč zaradi nekemične zasvojenosti. Največ od teh jih je bilo zaradi zasvojenosti z internetom, na to z gamblingom, nekaj tudi zaradi zasvojenosti z glasbo. Heroin, kokain, trava. Točno vemo, katera od teh drog je močnejša in hitreje zasvoji. Vsebine, ki najhitreje na računalniku zasvojijo, na prvem mestu je message. Vse zasvojenosti so enake. Tega rabiš vedno več časa za računalnikom, tako kot rabiš vedno več alkohola. Ne? In ta zasvojenost se lahko skriva 5 let, 10 let, 20 let, ne? Potem se pa naenkrat suješ. Preobremenjeno z internetom, to je prvi znak. Kaj to pomeni? Če sem jaz na eni od vsebin, maili, informacije, in ko grem proč, za kratek čas od računalnika v te vsebine v sebi začutim potrebo, da se hitro vrnem. To se pravi, naredil bom prav vse, da se čim prej vrnem nazaj na to vsebino. Če ne, mi bo nekaj manjkalo, bom postal nervozen, nesramen. Drugi znak, ko lahko govorimo o zasvojenosti, je, da ne morem več kontrolirati časa. To pomeni, za urco grem, pol urce grem jaz na računalnik in kar naenkrat, ko pogledam, vidim, da sem 3-4 urce bil na računalniku. Ja, čas se mi kar širi. Iz pol ure, 1 uro, iz 1 ure, 2 uri in potem naslednji znak. Ja, če pa mi je dostop onemogočen dan, 2, 3, postanem nervozen, nekaj mi manjka, agresivno vedenje in prav v sebi naredil samo, da čim prej pridem do računalnika. To se pravi, če nima človek možnost dostopa, se pojavi agresivnost. Najbolj zanesljiv način, da pahnete otroka v nesrečo ta, da mu pustite, da dela kar hoče.
Velikokrat se to dogaja, zato da se nekako otroka rešiš, bomo rekli v navednicah, da imaš mir pred njim, mu veliko stvari dopustiš, ker pravzaprav je najtežja vzgoja mu reči ne. Ko mu rečeš ne, moraš otroku obrazložiti, zakaj ta ne in mu ponuditi neko drugo vsebino. Velikokrat pa starši odpovedo ravno v trenutku, ko se je potrebno z otroki ukvarjati. Kar je gospa Vlasta lepo razložila, pomembna zadeva je nadzor. Mi imamo pravico pri 12, 14, 17 letih, tudi pri 20, če so pod našo streho, ti naši mladostniki in tudi odrasli, vprašati, kje, kdaj, s kom, kako. Naš mladostnik lahko mirno dela v kuhinji, računalnik je pa cel dan odprt, nekje tam v njegovi sobi, pa posluša glasbo preko računalnika, pa je odprt zato, da sliši, kdaj je dobil kakšno sporočilo, ali pa da sliši klic, da se bo lahko pogovarjal. To, dragi starši, ni dopustno. To ne more tako biti. Zato, ker je uho ves dan usmerjeno, skoncentrirano na tisto škatlotja, na isto valovno dolžino, kot je računalnik. Računalnik postaja partner. Mora radio igrati in ne more biti niti v mladostnikovi sobi lociran računalnik. To ne more tako biti. Računalnik mora biti nekje na vidnem mestu, kjer je dostopen na uporabo vsem družinskim članom. Računalnik ne more biti v družini osebna lastnina, vsaj toliko časa ne, dokler otrok ni usposobljen za to, da bo on obvladal računalnik, ne računalnik njega.